Preteklo leto, 2019, je bilo pa malo bolj po domače, ne bomo rekli. Slovenska družba je izgledala kot ena tipična družba iz gostilne. Vlada je še najbolj podobna tistemu enemu kolegu, ki dela na žagi, brez levice. On se sicer obnaša, kot da jo ima, ne, pa nekaj opleta z njo, ampak v resnici je nima, ne. Pa stalno nekaj planira, stalno načrtuje, ampak spelje pa bolj malo, ne. Edino, ker je res samozavesten, so odločitve glede sendvičev. Ostali prijatelji v glavnem okrog njega se ful držijo šanka, ful so glasni, ful kritizirajo, ful vejo pa razlagajo, kak bi oni boljše, ne, ampak ko jih človek v resnici pogleda, izgledajo med sabo vsi skregani, ampak mi vemo, ne, da so oni prišli skupaj in da na koncu tudi, ko bojo šli, noben od njih nič ne bo plačal. Pa tudi vse ostalo je bilo tako, kot se zares lahko zgodi samo v Sloveniji. Nemci so zafurali Adrio Airways. Kaj se dogaja, dragi moji? Včasih smo mi bili tisti, ko smo firme spravili v stečaj. Res, šade, nema više Adrije. Ni več kreditov za prebivalstvo, mislim, so, ampak ne, če imate nizke dohodke ali pa če imate otroke, se pravi, krediti so, ampak za vse tiste, ki ne rabijo kredita. Leto 2019 je bilo bizarno tudi, kar se hrane tiče. Volkovi jejo slovensko meso, mi pa poljsko. Poleti so pa na obali zaradi onesnaženega morja s fekalijami mnogi kopalci imeli drisko, kar pomeni, da je Žusterna prvi delujoči perpetuum mobile v Sloveniji, ne, smo lepo šli. Ampak to lahko štejemo tudi po dosežke, ker da ne bomo samo negativnih stvari naštevali, ne, smo vseeno vesela prireditev, ker zares smo pa imeli v 2019 tudi par zelo čisto pozitivnih zgodb. Recimo v Kočevju imamo novo tovarno robotov, yes. Prva 2 tedna je proizvodnja tekla super, pol pa so začeli roboti hoditi na čik pauze in kaditi, tako da zdaj imajo pa že sindikat, zahtevajo zastonj olje in božičnico, po noči pa hodijo težiti kavomatom na pumpo. Muši, jaz za kava z mlekom. Kaj se je še pozitivnega zgodilo? Najbolj pozitivna stvar, seveda. Jeseni smo v vseslovenski dobrodelni akciji zbrali mnogo več kot 2 milijona evrov za zdravljenje dečka Krisa v Združenih državah Amerike. Bravo mi. Bravo, lepo. Samo mesec dni prej smo pa zbrali 29 milijonov evrov za 2 druga dečka, ki jo bodo pa zdravili v Ljubljani. Gre pa za zdravljenje težje oblike kroničnega pohlepa. Bravo Ljubljana, mi smo z vami. Zdaj pa, v Mariboru se sicer pretaka malo manj denarja, ne. Najbolj plačana služba v Mariboru v letu 2019 je bilo nastavljanje bombe v županov lokal. 300 evrov za en večer, ni slabo. Očitno so pa zato slišali tudi Avstrijci, ker se je tok ekonomskih migrantov obrnil, zdaj avstrijski ministri prihajajo delati k nam. To, kaj bo naslednji korak, kaj pol bojo Avseniki na črno hodili špilat čez mejo v Gučo dol. Ajde, sale Avsenik, udri, na goliči. Mogoče pa zdaj lahko, ko južna meja ni več neprodušno zaprta, Šiško je še do pred nekaj tedni lastnoročno delal to, česar policija ne more. Oborožen samo s plastično pištolco in lastno norostjo je držal linijo južne meje. Šiško na meji razuma in Slovenije. Ja. Ostali moramo na mejnih prehodih pokazati pasus, Šiško pa pokaže samo zdravstveno izkaznico. Ampak ne vemo, mogoče je pa človek novi majster, mogoče bo čez 100 let na ljubljanski železniški postaji kip Šiška namesto majstra, kak jezdi na maskirnem tam skuterju. Nova himna pa bo od Vardista pa do Triglava. Za izbeglice nič potice, za zlodeja kol pa meja, pantera sam dal na kapo, pokno te bom, če bo šlapo, Šiško štiti vas, od Karantanje pa do danas. Ampak, to ne vemo, to lahko pokaže samo čas.